Prvo, dober večer vsem. Lepo vas videti v tako velikem številu, predvsem, ker je zame to razlika od kolegov, ki so bolj izkušeni, imajo več izkušenj na tem področju, moje prvo tako predavanje, tako da bear with me, če bom kaj zablodil. Ampak ja, kot je rekel, smo mi kao feni Fischerja, ampak istočasno ga moramo za dobro predavanje malo ga skritizirati, ne? In v glavnem, kot rečeno, bom jaz govoril o nekakvem lociranju futurizmov v elektronski plesni glasbi, predvsem pač tem, kaj se je dogajalo v zadnjem desetletju. In začnem bi z Johnom Cageom, čudno, ampak on je leta 37 že v tekstu The Future of Music Credo, v bistvu bil govor, ki je bil potem transkribiran. On je vizionarsko res napovedal v bistvu prihodnost elektronske plesne muzike, ki naj bi bila polna nekih kompleksnih ritmov in v bistvu iz niča sintetiziranih elektronskih zvokov, kar se je potem tudi v 90-ih dejansko skozi implementacijo nekih novih tehnologij v bistvu realiziralo v kontekstu recimo jungla, ki ga je potem Fischer tako ful opeval in poskusil nekaj kontekstualizirati. Torej, v bistvu od poznih 80-ih, potem v 90-ta, smo pač bili priča nekemu temu razvoju, začenši prvo z acid houseom in potem pač skozi UK hardcore, jungle, potem garage in potem v 2000 dubstep in tako naprej. V bistvu smo res doživeli neko pospešitev proti glasbeni prihodnosti, bi lahko rekli. Ampak potem v času po finančni krizi, nekje leta 2008, se res začne zdeti, da v bistvu popularna kultura in tudi elektronska glasba vse pogosteje v bistvu se obrača proti neki preteklosti in v bistvu v tem času recimo rata in ta hipnagogični pop in vaporwave in tako dalje. In potem Fischer leta 2014 v njegovi knjigi Ghost of My Life pod vprašaj postavi prav to usodo futuristične glasbe. Torej, v bistvu on pravi, da je ta koncept vezan še zmeraj na muziko od Kraftwerkov recimo in se sprašuje, kje bi lahko v 21. stoletju lociral potem glasbo, ki bi imela po njegovem mnenju nek ta isti future shock moment, kot je on doživel pač v kontekstu jungla v 90-ih v svoji mladosti. In torej v bistvu v tem predavanju bom skušal na hitro nekako pokazati, kaj se je dogajalo v zadnjem desetletju predvsem napredni elektronski muziki, potem nekako izpostaviti, kje se je Fischer po mojem motil in tudi poskusil malo odgovoriti na vprašanje, kje lahko danes nekako lociramo futuristično oziroma vsaj neki formalno novo plesno glasbo. In tukaj bi še za začetek res poudaril, da je problem s Fischerjem, da so v bistvu vsi njegovi koncepti ratli mimi, pač v zadnjih 3-4 letih imaš na Instagramu tako 10-20 strani, ki se ukvarjajo samo s Fischerjevo teorijo in je v bistvu tudi zdaj septembra, mislim, izšla nova knjiga The Miming of Mark Fischer, tako da v bistvu je rad mim, tako da tudi ta naše predavanje in naša teorija tle je malo mim vse skupaj in malo zastarela tudi v kontekstu s aktualnimi trendi, ampak kljub temu dajmo pogledati, kaj se je dogajalo. Hotel se začeti malo, da bi v bistvu kontekstualiziral pisanje od Fischerja glede na njegovo sklicevanje na Franka Biffa Bernardija, potem sta ga ona dva pred predavanjem malo zdisala, tako da zdaj se ne počutim več tako suveren. Ampak v bistvu gre za to, da pač Bernardi piše o temu, da v tej knjigi After the Future, da v bistvu se dogaja v 70-ih in 80-ih se začne proces počasnega brisanja prihodnosti. In v bistvu govori, da on, torej povojna generacija, je delovala v bistvu v nekem tem, neki koncepciji prihodnosti, ki se je v bistvu glorificirala in je predstavljala neko polje možnosti in isto pravi Fischer. Na drugi strani pa zdaj naša generacija v bistvu obstaja in deluje v res nekem povsem novem družbenem in temporalnem okvirju, bi lahko rekli. In jaz bi tudi rekel, da je pomemben moment, ki vpliva na kulturno produkcijo, tudi dejstvo pač sodobne znanosti, ki pač pravi, da imamo še 10 let do potencialne spremembe prihodnosti, preden bo prepozno. Tako da meni se mi zdi, že ta objektivni okvir, v katerim se pač dela nova muzika, je ful pomemben v primerjavi z 90-mi, ker je bilo pač vse samo neka distopija oziroma utopija, ki nas čaka. V bistvu Fischer dosti govori o tej vztrajnosti prepoznavnih kulturnih form, ki se neprestano ponavljajo, in to pač locira predvsem v 2000 oziroma neki začetek in prvo desetletje in drugo desetletje 2000-ih. In v bistvu lahko tudi
sami priznamo, da se res dogaja neko zanimivo spajanje medgeneracijskih okusov, ker recimo 18-letni mulc danes posluša hyperpop, ki je pač miks nekih old school formatov s sodobno zvočno patino, ampak njegova mama je pa v 90-ih poslušala pač Eurodance in trance in v bistvu sploh ni nekega estetskega konflikta, da bi v bistvu mati ne razumela sina. Ali pa še bolj radikalen primer je dejstvo, da lahko gre mama skupaj s hčerko na tehnoparti, ker posluša praktično iste tehnokomade kot ona v 90-ih in ni v bistvu nobenega medgeneracijskega konflikta, ki je bil popolnoma nepredstavljiv recimo v času punka, ko so mulci pač dajali staršem poslušati punk komade. In potem Fischer pravi, da v bistvu je torej celotna glasbena kultura v obdobju med 60-imi in 80-imi predstavlja neko merilo za v bistvu družbene spremembe in je bil to čas nekih konstantnih future šokov, torej nekih šokov prihodnosti, ki se je potem najbolj realiziral v 90-ih letih z raveom in pač celoten tem hardcore continuum koncept od Simona Reynoldsa in v bistvu gre za koncept pač od acid housea naprej vidimo samo neko linearno premico razvoja glasbenih muzik, ki pa so vse povezane med sabo, no. In ja, pač za Reynoldsa in za Fischerja, kot rekel že Aleš, pač to predstavlja nek vrhunec izraznih inovacij in tako naprej. In Fischer pač tako malo fotrovsko tarna, da pač tega future shock momenta ni več, oziroma da leta 2014 recimo, ko piše to, tega ni več in da v bistvu nimamo več nekih formalnih inovacij, ampak tukaj bi dodal, da v bistvu vsaj zdaj nekaj let kasneje po njegovi smrti lahko rečemo, da vsaj z vidika mogoče neformalnih inovacij, ampak z vidika hibridizacije različnih žanrov in tudi oblikovanja zvoka, torej sound dizajna, smo mi trenutno res na področju future shocka, ker sem res prepričan, da povprečen poslušalec elektronike, ki recimo hodi na Exit, na Exit Arena, da bi poslušal nekih bolj radikalnih klubskih muzik, še vedno se vprašal pač, kaj the fuck je to. Meni se zdi, da je problem ta future shock skozi ušesa, koga pač ga definiramo, ali pač od ušesa naše mame, od prijatelja, ki se pasivno ukvarja z muziko, od DJ-jev ali producentov, ki se ukvarjajo s to muziko, mislim, da je pač ful različna koncepcija tega future shocka, no. In tle v bistvu po mojem je bil Fischer len, ker je dokaj se omejil pri opisovanju teh novih trendov in ni toliko se pač obregnil ob to dejstvo, da se je naše izkustvo vsakdana prav zaradi vseh impulzov digitalnih res spremenilo in on pravi, da izgubljamo sposobnost za opisovanje in artikulacijo sodobnosti, ampak kot sem rekel, pač leta 2021 to res ni več res, ker imamo res veliko novih artistov in artistk, ki z novimi pač in digitalnimi, torej pač produkcijskimi sredstvi in z novimi nekimi idejami pač probajo artikulirati ta nov vsakdan, nek ta post-internetni. In to velja pač predvsem za te hyperpop artiste, kolikor ste pač seznanjeni z njimi, ki pač delajo neko tako skizofreno, kolažirano, hektično muziko, ki je istočasno pač lahko pastiš po tej teoriji od Fischerja, istočasno pa je v bistvu ne bi mogla nastati nikjer drugje, kot pač v 21. stoletju. In dalje se mi zdi, da pač Fischer se res preveč posveča tej hantologiji oziroma hantologiji, ne vem kako se Sloveni, ker je pač morda neka niša in je ful lepo jo razvil in je tudi vpletel v nek javni diskurs, malo manj pa se je obračal v bistvu na tiste muzike, kot je bila potem ta dekonstruirana plesna muzika, potem te post-internetni izrazi, ki jih recimo Matej Mihejlc v oddaji Modem na Radio Študent rolil, s tem se ni ukvarjal, ampak to so bili ti novi formati, ki so v bistvu res, kljub temu, da so imeli nek retro moment, so bili v bistvu formalno ful pač post-internetni in pač ne bi mogli nastati nikjer drugje kot v 21. stoletju. In ja, pač za njega ostaja ta 90, ostanejo pač tak unikum, ker pač on je imel to priliko in privilegij, da je v 90-ih izkusil pač elektronsko plesno glasbo, ki je bila res nek senzorični unikum, pač rave si lahko doživel samo na raveu in samo pač tam si doživel ta kolektivni moment in pač ta zvočni moment. In recimo so meni ful smešni te trenutki, ko prideš na YouTube na neke stare rave komade in pač
tipi stari zdaj 40-50 let pišejo, kako so leta 92 bili v Sheffieldu na rejvu in da so ta komad iskali 30 let in zdaj se jokajo od sreče in je pač ful nek lep moment. Tako da pač dejansko ljudje so celo življenje iskali neke komade, ki so jih takrat doživeli. Mi imamo pač to v klubu, pališ Shazam in ga zjutraj na afterju spališ. Torej, ta future shock, o katerem on govori, meni se mi zdi, da pač nima istega momenta danes oziroma iste mehanizma, kot je imel v 90-ih, ker pač v 90-ih je bil in na tehnološkem področju in na področju muzike, to res neka noviteta in so se stvari praktično dogajali iz danes na jutri. Pač Jungle se je rodil in izpel v 2-3 letih. Ne vem, Techno berlinski je bil 10-15 let zdaj isti, recimo. In to dejansko dam prav Fischerju v tem smislu, pač kako je ta pospešek bil takrat in zdaj ga ni bilo več. In ja, pač njegov glavni poskus, ste ga najbrž kje zasledili, je bila ta fora, da če bi leta 1995 slišali na radiju komad iz leta 2017, da bi se ljudje spraševali, v bistvu, da ljudem ne bi predstavljali nekaj šokantnega, ampak bi se kao celo spraševali, kako v bistvu isto kot muzika njihove dobe zveni. Nasprotno pa kao, če bi leta 1989 zarolil komad iz leta 1993, recimo nek Jungle, da bi pa to predstavljalo prav neko nepredstavljivo muziko, ki pač 4 leta prej ni bila mogoča praktično. In tukaj mu dam prav, ampak spet obstaja danes milijon nekih muzik, ki bi tudi leta 1995 bili isto revolucionarni kot Jungle leta 1989, vsaj po mojem. Tle bi se lahko kregli z nekim Fischerjevim duhom in utajili muziko. In on govori, če ne, kao glavna reč, ki jo on toliko fetišizira, je to pač rekombinacijski delirij, tako je napisal, ki je v bistvu kao kombinacija vseh različnih glasbenih formatov in tudi pač teorij in drugih neumnosti, in ki je daje v bistvu res stalno občutek nekaj novega, medtem ko kao 21. stoletje daje nek občutek končnosti, utrujenosti in v bistvu, kot je spet rekel Aleš, vse to rezultira v pastišu in nostalgiji. In o tem piše Simon Reynolds v knjigi Retromania, kjer govori o internetu, ki kao predstavlja v bistvu breme, ne predstavlja več vira, ampak v bistvu s to neskončnostjo starih muzik predstavlja predvsem breme, ker pač ga ne moramo ignorirati in reči, ok, zdaj bom delal res nekaj novega. Samo jaz bi rekel, da ta rekombinacijski delirij, torej pač ta želja po kombinaciji vsega, je ful značilna tudi za plesno muziko nekje od leta vsaj 2010 ali pa 2015 dalje, je to sigurno, ampak bo na tem malo več kasneje. Mogoče mene tle zanimiv ta moment oziroma koncept od Simon Reynoldsa, ki govori o disihroniji, se mi zdi tako pravilno prevedeno, v bistvu tem, da stvari, ki so anahronistične, niso več, da nas ne zmotijo več in v sodobni kulturi in to je pač res problematično, recimo pri sodobnem filmu, ker zdaj bo prišel nov Matrix, pravkar je šel Dune remake, Blade Runner smo gledali pač pol nekih sci-fi filmov, ki so remake iz 80-ih ali pa 90-ih in še bolj je to značilno recimo v mainstream popu, kjer smo lani prav na vrhu pop scene imeli Kylie Minogue, Lady Gaga in pa Dua Lipa, ki so vse tri izdali nek nudijsko album in v bistvu ni bilo nobene ironije ali karkoli. Je bilo dejansko to zdaj tretji val nudijskota, oziroma nudijska, ki je bil že prvič v 2000-ih, zdaj imamo že tretji val. In ja, celo plata Dua Lipe se kliče Future Nostalgia, tako da malo odraža pač to teorijo od Marka Fischerja. Ampak ja, Fischer potem pravi, da enostavno v 21. stoletju ne moramo pričakovati več nekih radikalnih kulturnih prelomov, kot so bili, ne vem, rave, oziroma prvo punk, oziroma beatli, punk, disco, rave in tako naprej, ampak da se zdi, da v bistvu 21. stoletje sploh se ni še zares začelo. Istočasno imamo v kontekstu popa veliko imen, recimo Charli XCX, Arca, Dorian Electra, 100 Gex, ki v bistvu pač predstavljali ta moment, ki ga je si predstavljen Fischer enostavno zamudil, ker uvajajo v bistvu mainstream res neke drugačne, futuristične in čudne estetike, ki 5 let nazaj si jih nisi predstavljal pač na vrhu nekih lestvic. Čeprav relativno še zmeraj ostajajo robni, ampak pač se prodira tudi v pop. In ja, če zdaj se
posvetim sami elektroniki oziroma britanski elektroniki na začetku. On pravi, tudi v tej knjigi sicer se ful malo ukvarja s tem, ker večinoma se ukvarja z Burialom kot njegovim nekim favorite artistom pač njegove dobe. Ampak za britansko elektroniko, ki še zmeraj velja, oziroma je skozi 90-ta in 2000-ih potem še predstavljalo neko gibalo inovacij, pravi, da v bistvu še zmeraj so opazne neke inovacije in neke postopne spremembe, ampak večinoma so zaznavne predvsem poznavalcem, torej v bistvu artistom, DJ-jem, booking agentom in tako naprej, torej tistim, ki so neposredno vpleteni, manj pa v bistvu povprečnemu poslušalcu, kot je bilo to recimo v 90-ih. Torej v bistvu on govori, da ni več tega občutka dislociranosti oziroma izgubljenosti, ko si prvič šel na rave in pač slišal nek jungle komad na full hudem sound systemu. Ampak zdaj bom poskušal malo natančneje pogledati, torej kaj se je dogajalo z elektroniko nekje med 2010 in 2020 letih, kjer lahko res priznamo, da v bistvu je bilo so bili opazni neki podobni trendi, ki jih je zaznal Fisher v celotnem polju popularne kulture, ampak istočasno so se pojavljale neke nove špure, sicer ful podzemno ali pa ful nišno v nekih internetnih krogih. In ja, ta nek nostalgični hantology moment je bilo recimo v kontekstu elektronike opaziti pač na različnih scenah. Za mene in mojo generacijo recimo je bil pomemben ta moment lo-fi housea, ki ste ga po mojem vsi vsaj posredno zasledili na YouTubu. In sicer je šlo v bistvu za pastiš tega izvornega house zvoka iz Chicaga, ki so ga začeli deliti mulci na ful slabih oziroma brez nekih tehničnih ambicij, pač sproducirano z zaprašenim, distorziranim zvokom in v bistvu ful nek tak nostalgičen moment za chillanje popoldne in razmišljanje o lifeu. In v bistvu je zanimivo, ker je ta lo-fi house ful se upadil z v bistvu rastjo pomena YouTubea in algoritmov, ki večina nas, po mojem tudi vsi vi, ste v bistvu imeli v tem desnem stolpcu same neke lo-fi house ponudbo oziroma suggestione. In je v bistvu tako nekje od 2012, se mi zdi tam do 2014, je bilo to res prav nek internetni fenomen, ki je potem na srečo pač zamrl, oziroma je ful zanimivo, da so prav ti glavni artisti, kot so recimo DJ Seinfeld in Ross from Friends, ki že po imenih so zajebancija, so radili pač dejansko zdaj house, sredinski house ali pa tehno artisti in pač rolejo na mainstream festivalih. In nima veze, ta lo-fi house je pač mrtev oziroma se je vrnil na te underground scene, kjer pa itek že obstajal pred tem popularizacijo. Potem bi malo zdisal tehno, pač Berghain sceno in predvsem ta industrial IBM moment, ker je bilo ful zanimivo. Na eni strani ta IBM tehno, recimo, itak je vse povezano ful z Berlinom, ampak je bila prav ta fora, da so začeli v bistvu tehno izraze uporabljati te informate in estetiko z 80-ih, v bistvu kar je delala burgezija, recimo pri nas, in kar so delali v Belgiji, in pač kao ta nek post-punk moment, ampak je bilo ful krat, oziroma večinoma krat res samo pastiš, oziroma neko posvetilo tej sceni, brez nobenega v bistvu sodobne začimbe, ki bi pač naredila nekaj novega. Istočasno je pač berlinska scena praktično 10 let, ne glede na njene pač vrhunce in padce, se mi zdi, da je praktično 10 let bila statična in na srečo je zdaj v zadnjih, 2-3 letih se v bistvu je bila malo spodbita oziroma potisnjena na stran tudi zaradi covida. Ampak je v bistvu bil dokaj ta minimal techno, v osnovi pač neke minimalistična tehno muzika, ki se je v bistvu začeli v Detroitu v poznih 90-ih in potem tudi skozi 2000 furli in potem skozi prejšnje desetletje še naprej mozli, dokler pač zdaj se je malo izmozla mogoče, čeprav ne nujno. Potem smo imeli tudi spet nek nostalgičen moment na področju UK hardcora oziroma te rave estetike, kar si predstavljate pod raveom. In za mene osebno, to je bilo in na področju undergrounda, ampak tudi mainstreama. In najbolj zanimivo je bilo to, prav nek kapitalistični realizem moment, je bil to, da je Calvin Harris, ki ga poznate kot najbolje plačan EDM DJ na svetu, mislim, da je dejansko najbolj plačan. On je januarja 2020 izdal dejansko rave komad pod imenom izvirnim zelo Love Generator. In prejšnji teden sem jih zdaj odkril na YouTubu, ko sem čekiral in izdal še en tak acid house komad.
ki je pač kot da bi bil narejen leta 89, ampak bi ga kupil v H&M-u, pač tak toliko duše ima, no. In je res, je ful zanimivo, no, da tudi Calvin Harris istočasno je delal nek ambient, ampak tako delajo plate za Dua Lipo in potem pač naredi nek rave EP, ki najbrž naslovi neko njegovo publiko, ne vem. Potem je Jungle tukaj. In tudi Jungle, recimo, mislim, zdaj tako se dogaja tudi ful inovacije v Jungle, ampak je zanimivo, da je prav nek, mogoče tudi zaradi Fisherja se zgodil nek ponoven interes. In mene recimo najbolj zanimivo je to, da Jungle, kolikor vem, me bojo starejši kolegi popravili, nimajo nekega full momenta v Sloveniji, ampak zdaj je prav v tem trenutku imamo recimo 3 mlade DJ-je oziroma producente, stari okoli, ne vem, 20 plus minus let, in so v bistvu ga vsi odkrili v zadnjih letih in pač dejansko producirajo, rolajo to muziko in upam, da ga bojo tudi pač Jungle peljali naprej, no, proti nekim novim formatom. In potem mogoče bi še sem obregnil te biznis oziroma mainstream tehno. Prav biznis tehno je rad izraz pač v zadnjih 5 letih, ki opisuje cel ta industrijski kompleks, ki pač vlada vsem festivalom in tako dalje. In recimo simptomatično v tem kontekstu je to, da Charlotte de Witte, jo poznate kot ena najbolj znanih DJ-k v tem mainstream tehnu, je zdaj prav kak mesec, 2 izdala v bistvu skupaj z italijanskim producentom Ericom San Giulianom remix komada The Age of Love, ki je v bistvu trends komad iz leta 90 in ga je zdaj pač rolila celo poletje na festivalih in je bil to spet nek tak moment napredne futuristične tehnomuzike, ki je dobesedno pač 30 let star komad in je še slabši kot original pač. To je grozno. Istočasno sem imel pa zdaj, to je pa dejstvo, če ste gledali karkoli vidite tudi z Exita, da trenutno na tehnofestivalih se rola hard trance in hard techno, ki se je rolil pač na partijih od UMK leta 2001-2002. In pač to noben ne problematizira, se pač samo pospešila se muzika in tisto, kar je bilo neki cajta oldies goldies, je zdaj spet nova muzika na festivalih. In tukaj pride recimo spet Mark Fisher na misel, ker govori v bistvu o vplivu PR-ja, ki nas v bistvu konstantno prepričuje, da je sedanjost bolj zanimiva, kot je v resnici in da smo zaradi tega obsojeni na večno v bistvu požiranje preteklosti oziroma obsojeni na to, da nam večno predajajo preteklost samo pač v nekih novih paketih. Ampak, zdaj sem malo disal, zdaj vam tudi pohvalil kaj. Dejstvo je temu, da se recimo ful producentu je rabilo, dejansko se je nanašalo na tehnologijo, ki so uporabljali pač pionirji, torej Rolandovi sequencerji 303 in 808. 808 poznate zaradi recimo trepa, ki se je potem tudi rabil, pač ta bas od 808-a, 303 je pa ta acid house, one squelching melodije. In to se je dejansko rabilo, folk je kupaval za 1000 evrov stare mašine, zato da bi imel pač nek isti zvok kot fotri iz 80-ih in 90-ih. Istočasno pa so v bistvu potem novi producenti in predvsem tudi producentke začeli uporabljati v bistvu dejansko nove tehnologije, ki res spreminjajo v bistvu, bi lahko rekel, neko paradigmo produciranja glasbe, kjer imajo nekaj v bistvu, mislim, nimajo več teh tehnoloških omejitev, ki so jih imele te stare mašine praktično. In če se pomaknemo proti dejanskim futurizmom v plesni elektronski glasbi, bi rekel v bistvu to, da mislim, da sam futurizem koncept je bil v 90-ih precej drugačen kot recimo leta 2021, predvsem zaradi tega, kot sem že prej omenil, da dejansko živimo v precej zajebeni situaciji, kjer nam znanost napoveduje še 10 let pred kolapsom. In sem gledal zdaj dokumentarcu David Attenborough na Netflixu in pač pogledajte in vas bo zamorilo. Tako da ni razlogov, da bi si želeli v bistvu ujeti v prihodnost, če smo realni. Ampak kar se tiče glasbe, Fisher govori, da kao referenciramo še zmeri se na Kraftwerk. Jaz bi bolj rekel, da ostaja v bistvu glavna referenca Aphex Twin, ker še zmeri karkoli zveni napredno in zanimivo reči fakt, da je Aphex Twin, edina referenca. Ampak istočasno bi rekel, da v bistvu ni vse tako preprosto, oziroma da smo dejansko v zadnjem desetletju videli neke resne premike proti prihodnosti, predvsem izven v bistvu euroatlantskega območja. To je pomembno. In tle je Fisher bil precej eurocentričen. On je recimo, po mojem spregledu, v bistvu razvoj predvsem tega hyperpop momenta,
In to v bistvu gre za ustvarjalce, ki izhajajo večinoma z nekih LGBTIQ skupnosti. Istočasno pa v bistvu je popolnoma spregledal celotno dogajanje na globalni sceni, torej v bistvu vse lokalne scene, pač od Južne Amerike do karibskega območja, do celotne Afrike, Azije, kjer je v bistvu v zadnjih 10 letih bilo toliko inovacij, ki so v bistvu res presegle to, kar se dogaja v Evropi. No. In v tem kontekstu tega globalnega getoteka, tukaj se referencira na pisanje od Steva Goodmana oziroma Code 9, in on je v knjigi Sonic Warfare pač ta globalni getotek opisal kot neko metagibanje, čakajte, tle imam definiciju, da bom potem. Malo je pač neko metagibanje, ki združuje v bistvu vse globalne klubske zvoke, ki v bistvu v svojem izrazu mešajo in elektronsko glasbo, hip-hop in vse lokalne vplive. Torej, predvsem ta lokalni vplivi, ta moment je najbolj pomemben. No. In zdaj, preden gremo o teh globalnem getoteku in o hyperpopu, bi še nekaj rekel tudi, ker recimo Fisher nikoli ne omenja tega, da v resnici tudi 21. stoletje pač je imelo ful formalnih novosti, ki pa mogoče niso bile tako radikalno futuristične, ker pač radikalno futuristične stvari so se zgodile v 90-ih. No. Recimo v 21. stoletju si imel v Chicagu, ki je pač bil znan po houseu, se je potem razvil juke in footwork, ki so bili tako formalno in tako zvočno precej drugačni, česarkoli prej. London itak je naprej cvetel, si imel grime, si imel dubstep, UK funky, hard drum in potem vse v bistvu te miksi, tehna, duba, dubstepa in vse te v bistvu basovske, klubske muzike, ki se recimo zdaj še ful razvijajo. In spet je pa dejstvo, da ne tako radikalno, da se pač v bistvu postopoma in dejansko skozi razvoj posamičnih artistov se razvija tudi v bistvu forma muzike. Ampak kot sem rekel, pač globalno, če pogledamo, pa se je dejansko dogajalo ogromno in recimo samo Afrika je dala GQOM, čeprav nisem pravilno izrekel, ker ne znam tiskega glasu, mislim, Evropejci ne znamo, ampak se napiše GQOM in to je prav južnoafriški žanr, ki bi lahko pisal kot afriški house, ampak ni afrohouse, je ritmično specifičen in je zanimivo recimo, da najbolj znan producent je DJ Leg, ki je začel pač na lokalni sceni in mislim, da je leta 2019 potem dejansko produciral za Beyoncé. Tako da to ne gre za neko full underground sceno, ampak v bistvu je že doseglo tudi neke globalne superzvezdnike. Ampak v bistvu bi se že dotaknil tega, da je recimo v zadnjih 20 letih ful se dogajalo tudi na področju te bolj abstraktne, galerijske oziroma neke art elektronike, ki pač lahko umestimo v bolj neke resne kontekste. In dosti je bilo, kot rečeno, tudi te internetne muzike, ampak jaz se ne bom fokusiral zdaj na to, predvsem me zanima ta bolj dejansko plesna muzika, ki se rola potem v klubih. In v bistvu, ja, naša doba zaznamuje neka globalizacija, logično, ki je vezana na internet, torej neko spletno povezovanje. In res obstaja nek milijon mikroscen, tako v bistvu nekih estetik in tudi geografskih pozicij. In ja, v bistvu zdaj, če se vprašamo, kje dejansko lociramo neke inovacije, se spet vrnemo na ta globalni getotek, ki po eni strani je tudi tako malo redukcionističen, ki spet celotno produkcijo izven Evrope in Amerike reducira na en termin in je mogoče spet malo kot glasbe sveta v kontekstu elektronike, ampak je pa funkcionalen v bistvu za opis tega, torej Steve Goodman ga opiše kot metagibanje, ki ga povezuje splet, in ki v bistvu vse te lokalne mutantske glasbene izraze iz diaspor, ki kot rečeno izhaja iz hip-hopa, elektronske muzike in lokalnih tradicij, v bistvu spaja in dela neke frišne izraze, ki niso vezani ne na house, ne na hardcore, ne na jungle in tako dalje. In recimo sem spadajo kwaito, reggaeton, kuduro, dancehall, baile funk v Braziliji in še ful drugih žanrov, ki jih v bistvu ne poznamo, evropski poslušalci. Tako da, kljub neki površinski stagnaciji na področju elektronike obstajajo v bistvu neke oblike futurizma oziroma afrofuturizma in bi rekel, da je v bistvu bil Fisher v tem kontekstu malo preveč obseden z Londonom, svoje izkušnje rejva in džungla in predvsem z britansko kulturo, o kateri itak konstantno piše in predvsem s konceptom hantologija,
ki ga je nekako potem, da ni upal odmisliti. In ne vem, če bi si mu odpovedal in se posvetil tem muzikam, mogoče bi spremenil svoje pisanje. Ampak ja, torej, glede na to, kar sem rekel, res se zdi, da v bistvu sodobno elektroniko povezuje nek koncept kulturne hibridnosti in v bistvu res spajanja različnih kultur v neke nove forme, ki morda niso tako radikalne na prvi posluh, ampak so v bistvu in po ritmih in po nekih teksturah in barvih zvoka dejansko neka novost. Torej, zanimivo je to recimo, da če smo mi, večina vas pač še leta 2005-10 prišli na sceno, tako da si začel poslušati tehno in si šel v klub in poslušal tehno in si poslušal house in si poslušal jungle in si tudi artiste, potem imel favorite jungle, drum and bass artiste in tako dalje. Danes pač res večina artistov, teh bolj naprednih, praktično na eni izdaji zmiksa 10 žanrov. Znotraj enega komada se zgodi 5 obratov, spreminja se tempo, spreminja se taktovski način, stvari so ful bolj zasičene v bistvu in kompleksne napram tem klasičnim klubskim komadom. In v bistvu, kot sem rekel, vse nekaj hibridno, mutantsko in eklektično, vse se nekaj izliva v neke nove oblike, ki niso še povsem definirane, tako da jih je dejansko težko zaobjeti oziroma konceptualno nekaj opisati. In ful pomemben recimo moment je tudi to, kot sem rekel, vsi tehnopionirji so delali na opremi, ki je bila dejansko japonska oprema, torej Roland je naredil mašino, ta mašina je imela zvoke in ti si imel pač omejeno število zvokov in si lahko bil ful kreativen in si ful jih je bilo kreativnih in se dejansko z te mašine povlekli nemogoče stvari. Ampak zdaj se pa dogaja to, da nimaš teh omejitev, ker v bistvu imaš neka orodja in predvsem ta v bistvu sinteza zvoka z nule, torej v bistvu nimaš sampla, ampak z niča narediš zvok. Ful artistov se naslanja na to tehnologijo in to mislim, da ful omogoča neko novost in uvajanje nekih novih zvokov, ki enostavno niso bile zaradi tehničnih omejitev, ki niso bili prej mogoči. In potem je to recimo prav frišna neka teza. Pred kratkim je šla knjiga Neon Screams, to je avtor je Keith McIntosh, Britanc, mislim, da je ful mlad, tako nekih 25-26 let. In v bistvu v tej knjigi zdaj sem še čez pol ure, tako da Aleš lahko podaljša, bo še malo podaljšal jih na hitro. On govori o tem, kako je, ker to je res zanimivo, recimo Fisher sploh ne govori o tem, kako je autotune recimo spremenil glasbo, oziroma on tukaj govori o autotunu kot neki vokalni psihadeliji in ful govori o mumble rapu, cloud rapu, trap dancehallu in vseh teh v bistvu transatlantskih, v bistvu britanskih in karibskih žanrih, kjer so se dejansko dogajale novosti, ampak sem samo skozi polovico knjige, tako da ne morem še reči, da ima ful prav ali nima, ampak mislim, da nima spet toliko prav. Bom zdaj še malo zapakiral vse skupaj, da ne bom preveč dolg. Še nekaj, omenil bi še nek zanimiv članek, A New Futurism in Dance Music. Z leta 2015 ga je napisal Philip Sherburne, to je nek priznan novinar od elektronske glasbe. V bistvu malo se navezuje na Fisherja, ampak leta 2015 govori, da v bistvu res obstaja neko naslanjanje na preteklost tudi v elektroniki, ampak da se pojavljajo neke črne luknje, ki vodijo v neznano. Govori o tem, da v bistvu ne gre toliko za nastajanje nekih novih žanrov, ampak v bistvu za novo senzibilnost do ritma, do barv, zvokov, torej teksture oziroma timbre v angleščini in do zgodovinskih referenc. In tukaj recimo on umešča potem Sophie, A.G. Cooka, Arco in druge, ki v bistvu delajo na tej presečišču popa in elektronike. In v bistvu sklene takrat 2015 leta, da ne more govoriti o futurizmu, ampak nek kaos skoraj futurizmu, ki se ful nanaša na te identitetne politike, ki presegajo spolno binarnost in v bistvu se naslanjajo na te nove transidentitete, tudi neke kiborške identitete in tako dalje. In jaz bi rekel, da 6 let kasneje nismo dejansko stopili iz tega skoraj futurizma, ampak da se še naprej razvijajo te nove senzibilnosti. In tukaj bi rekel, da trenutno obstajajo vsaj neke 2 liniji futuristične plesne muzike. Na eni strani je ta linija liberalnega maksimalizma, ala Sophie v bistvu,
torej neki te hyperpop artisti ali pa postklubske muzike ali pa neke bolj eksperimentalni ustvarjalci, ki se ful naslanjajo na svoje, in na lastno identiteto in tudi na neke identitetne politike in presegajo binarnost in bi lahko rekel, da gre za nek zahodnjaški tip futurizma, skoraj bolj individualističen, ki v bistvu zavrača neke modele iz preteklosti in želi ustvariti oziroma sintetizirati dejansko neke nove umetne svetove, ki bojo boljši od obstoječega. Na drugi strani imamo še meni osebno bolj blizu, pa bolj radikalno, politično angažirano linijo afrofuturizma, ki v bistvu pa še naprej razvija te dejansko izvorne ideje od Sun Raja in vseh teh ikoničnih likov, ki so v jazzu, v dubu in v funku pač dali nastavke za nek futurizem. In tu recimo imamo v Ameriki imamo Speaker Music, producenta, ki on dela dejansko je naredil kampanjo Make Techno Black Again in v bistvu dela jazzovski tehno, tako da je res nekaj drugačnega, kot da bi poslušal Max Roacha, jazz bobnarja, pač sintetiziranega z sinti v neko ritmično muziko, ki je res dokaj radikalno drugačna od klasičnega detroitskega tehna. Potem imaš v Angoli, oziroma nizozemski in Angoli, imaš Nazarja, ki je naredil žanr Raf Kuduro. Torej Raf Kuduro je avtohton angolski žanr, ki ga potem on skozi sodobne tehnične procese prilagodil sodobnosti. Potem imaš v Keniji Slickbacka, ki je pravkar izdal nov album in ga ful priporočam, kjer je sodeloval z nekimi 16 artisti. In je prav znak tega, ko v bistvu človek z Kenije izda album z 18 artisti iz celega sveta in je pač izraz povsem nemogoče ne lokacijsko locirati, v bistvu ne žanrsko. Je pač samo sodobna avantgardna elektronika, se mi zdi. In tle bi še za konc mogoče omenil en tak dejansko frišen fenomen, čeprav obstaja 10 let že, in ima do neke mere ta future shock moment, ker vse po moje zveni malo drugače kot vsa ta muzika iz 90-ih ali pa vse, kar smo poslušali v zadnjih letih. In sicer gre za žanr singeli in to je v bistvu tanzanijska plesna muzika. Gre za radikalno muziko, radikalno hitro muziko, ker če recimo, v bistvu bi lahko rekli, da je afriški footwork, ki sem menil prej footwork iz Chicaga, ker če recimo tehno je hiter 130 udarcev na minuto, je relativno hiter, jungle je 160, te singeli je pa tako od 180 do 300 udarcev na minuto in je pač nek nov tip geberja oziroma hardcora, ki dejansko nima nekega formalnega precedensa in se nanaša na lokalne perkusivne pač prakse, prav v bistvu poliritme od zaramo ljudstva. In to se prepleta v bistvu z nekim kolažiranjem tako v stilu hardcora in v bistvu z MC-janjem v Swahiliju in je pač res neki tako futuristična muzika. In če vas zanima, je prav zdaj pred parimi tedni šla kompilacija Sounds of Pomoja na afriški založbi oziroma ugandski založbi Njege Tapes, ena najbolj pomembnih založb na tem področju in je v bistvu prav primer tega sodobnega izraza, ki pač enostavno nima neke reference nikjer. Tako da lahko bi zdaj to za konec zarolil, ali pa ne. Follow Cox Studio Africa every Saturday at 8 p.m. on NTV and on YouTube. Zanimivo je, da so komadi dolgi 8 minut in večinoma se zgodi kaj, ampak ja, moraš poslušati intenzivno. Ampak zanimivo je to, da to spet ne gre za neko, spet bomo rekli, fakt, to so neki underground scena iz Tanzanije. V bistvu to so artisti,
sem prej bral članke, tudi nisem sploh vedel tega, ampak to so artisti, ki so v bistvu nacionalni ponos in folk na stadionih posluša to muziko in ful pomembno je fakt, da imajo prepoznavni čura dance in to je fora, da dejansko na 300 udarcev na minuto pač skušajo premikati noge in je ful drugačno in zanimivo in Evropejci ne bomo tega posvojili, ker ne bomo znali nikoli dancati na to muziko. In ja, mislim, da je dovolj za danes. Hvala za pozornost. Ok, zdaj pa bom. Najprej bi se zahvalil Alešu za povabilo na tale dogodek. Jaz nimam pretirano strukturiranega predavanja, niti pregleda glasbe v kakršnemkoli smislu, recimo neke scene ali pa žanrov. In ko me je Aleš povabil na ta dogodek, je nekako že takrat omenil Dead Grips, se pravi ameriški, recimo temu, hip-hop band. Precej znan, sploh recimo tam nekaj let nazaj, precej nahajpan, tudi tle v Mežiška je bil koncert. In jaz sem nekako najprej razmišljal, pač, da ne bi bil Dead Grips sploh. In sem hotel v bistvu v stvari, ki nekako popolnoma ne kontrirajo temu, kar govori Fischer, ampak grejo popolnoma izven tega, kot je recimo noise, ki nekako odmisli ne samo prihodnost, ampak čas kot tak. In je to tudi nekako poanta noise. Ampak vseeno sem se pol odločil, da bi probal govoriti vsaj delno o Dead Grips. In sicer iz razloga, da bom nekako izhajal iz sebe, recimo iz tega, kar nekega svojega glasbenega okusa, kakorkoli. Zaradi tega, ker če delim neko mnenje s Fischerjem, čisto glasbeno, je mogoče to, da to obdobje tam po letu 2000, se pravi, predvsem ta mainstream scena, takrat mislim, da je bilo dosti Indija in vsega tega, je tudi meni to precej najedel in nekako Dead Grips mogoče je bil nek tak band v mainstream glasbi, ki me je v bistvu osebno zelo zagrabil. Zdaj, kar se tiče pa samega Fischerja, Aleš je na začetku omenil, da smo vsi trije kritični. Jaša je zdaj zelo veliko že podal, tudi neke citate, ki jih imam jaz tle, tako da bom zdaj to nekako probal, da se ne bi preveč ponavljal, ampak kar se mi zdi osebno pri Fischerju zanimivo, ali pa tudi kar bi bilo vredno še povedati, je pač tudi to, iz kje izhaja, iz katerih ne zgolj glasbenih scen izhaja, ampak tudi nekih teh teoretskih, neakademskih, se pravi dobesedno neakademskih, ker je bil dosti časa izven akademije. 90. v Britaniji, univerza v Warwicku, kjer je nastajalo kar nekaj teoretskih metod, ki so bile recimo temu vzporedne takratnemu razvoju elektronske scene v Britaniji, džunglu in vsemu temu, kar itak zdaj Jaša že dosti povedal. In ta scena od recimo tako imenovanega hyperstition, mislim, da je slovenščino to bilo prevedeno kot izpolnoverje, se pravi fikcija, ki nekako proizvaja realnost, scena okoli Nicka Landa, do Simona Reynoldsa, ki bi tudi že omenjen z tem debato o tem hardcore continuumu, ki se je dogajala kasneje.
do nekih sprememb znotraj kulturnih študij, neke te tako imenovanih New Cultural Studies, do recimo temu kasnejšega nastanka tako imenovanega spekulativnega realizma in tako naprej v filozofiji. Se pravi, Fisher je nekako tle dosti gravitiral okoli tega in v bistvu se mi zdi, da kar nekako povezuje nekako mrežno dosti teh stvari je ravno ukvarjanje z prihodnostjo. In sicer dosti v navzavi na tehnološke spremembe in tehnološko-ekonomske spremembe, se pravi tehnokapitalizem, če tako rečemo. In Fisher je tle v bistvu verjetno bil eden izmed teh likov, ki je bil zelo, ki je znal tudi dosti nekih stvari, ki so se dogajale znotraj te scene, približati ljudem. No. Se pravi, njegov diskurs je zelo bil tak priljuden, odprt, meni osebno on zelo dobro piše, fajn ga je brati, bil je zelo pomemben bloger v tistem času, veliko drugih blogerjev, kasnejših, takratnih glasbenih kritikov ga nekako zelo afirmira, čeprav se tudi že takrat je bilo dosti debat z njim ravno na področju te antologije izgubljenih prihodnosti in tako naprej. Druga stvar, ki se mi zdi pri Fisherju zanimiva, je to, da se ukvarja s to izgubo prihodnosti, izgubo časa, kar recimo mene nekako, moram reči, da kar po svoje intrigira, ampak mogoče glih druga linija kot sam Fisher, ki tle v bistvu izhajajo nekako iz Biffa, je bil prej tudi že omenjen, ne, se pravi, ni se toliko ukvarjal z samo tehnologijo, kot se je ukvarjal s kulturo in mislim, da je to tudi nekako ena izmed teh hip, ki se je potem na koncu pokazala. Tako da mogoče so to neke čist moje osebne stvari, ki se mi zdijo danes zanimivo, če mi nekdo pač omeni Marka Fisherja. Ok, se pravi, jaz sem dal naslov temu prispevku Artificial Death in the West, to je en komad od Dead Grips in mi je zdaj nekako dosti všeč, ker nisem imel nekaj namena s tem naslovom, najprej sem imel še en drug, po mojem mnenju, dosti boljši naslov, ampak je bil popolnoma brezvezen, izven konteksta, in sicer Axl Rose in a Blender slash on Satan's Fender, ki je iz istega komada en line in se mi zdaj, da bo Lešo zelo všeč, ker vem, da je nekako povezan z Guns N' Roses, če tako rečem. V glavnem, se pravi, leta 2012, takoj po zidu albuma The Money Store, druga albuma Dead Grips, oziroma prvega, no, torej je bil mixtape, je bil Dead Grips, mislim, na enem intervjuju na neki internetnem portalu, pa mislim, da potem še nekih recenzijah, pač tako nekako v tem diskurzu kritiškem, parkrat razglašen za najpomembnejši band 21. stoletja do tistega trenutka. Kar nekako pomeni, da je z Dead Grips 21. stoletje stopilo v glasbo in glasba stopilo v 21. stoletje. In kot sem že prej rekel, mislim, da je Dead Grips vsaj marsikoga takrat malo starejšega, se pravi, neka moja generacija, jaz tem pravim, mogoče poslednja MTV generacija, ker smo še nekako dosti MTV-ja gledali, ker smo bili mlajši, kar pomeni, da smo imeli ušesa odprta tako v hip-hop kot v kitare, sploh če smo bili pač v nekih teh bolj alternativnih scenah. Kot sem bil sam, ne, se pravi nekako dosti bolj odziven za kitarsko glasbo kot za elektronsko v tem rosnem obdobju.
In tudi za generacije, ki so v bistvu že bile v internetu rojene, se pravi nekako že privajanje interneta, vse to je nekako dead grips zagrabil, starejše po mojem niti ne toliko. Se pravi, govorimo nekako o letu 2012, ko se je ta hype o dead grips zgodil in 2012 je vseeno zgolj številka, kot je Elko Emparu iz Atari Teenage Riot na festivalu Coachella povedal vokalist Dead Grips Stefan Burnett. Gre za en intervju, ki ga je Empire naredil čisto randomly in vsaj mislim, da je v tem intervjuju tudi govori Stefan Burnett, ki je notorično privaten človek in se o njem ve izjemno malo. In ko ga je Empire vprašal, what is the future, je Burnett oziroma MC Wright klišejsko odgovoril, the future is now. In mislim, da nas to recimo v tem letu 2021, ko je pač ta Dead Grips hype že dolgo za nami, pelje direktno nazaj k Fisherju. Ker Fisher je dobesedno obdobje od 2003 do 2012 imenoval za najslabšo dobo v popularni kulturi od 50 let naprej. V podporo tej tezi je opisal ta eksperiment, ki ga je prej Jaša omenil, ta šok, future shock, ki nekako izginil. In kot pravi Fisher, smo ostali ujeti v 20. stoletju, oziroma ne zdi se, da se je 21. stoletje že začelo. To mislim, da je pisal tam nekje okoli leta 2012 ali pa 2013. In zdaj, ko sem se v tem času, odkar je izšel prevod Fisherja v slovenščino, pogovarjal z ljudmi, mogoče ne toliko v tej knjigi, Kapitalistični realizem, ampak okoli Fisherja in glasbe, smo s frendi dostikrat rekli, da je pač Fisher enostavno fotor in tudi fotor je bil danes že parkrat omenjen. Se pravi, nekdo, ki nekako ne sledi več mlajšem svetu in v bistvu tudi sam recimo v letih, v katerih sem, mislim, da moram nekako začeti se spopadati s to pozicijo fotra in nekako prepustiti temu, oziroma ta spopad nekako zaključiti tako, da enostavno lahko v miru poslušam to, kar poslušam in prepustim svetu, da se pač v polju glasbe dogaja, kar se dogaja. Mogoče mi ni všeč, ampak se mi zdi res cool in ne sodim. Se pravi, Fisher kot neka fotrovska pozicija, se pravi, vemo, fotri naše generacije, ne, ki so pač se bildali na kitarah, tisti, ki so se bildali na kitarah, so dostikrat neki taki metazgodovinski razsodniki, pač da se od 60 let glasbe ni zgodilo prav nič več in tako naprej. Ampak Fisher, to mislim, da je bilo tudi že prej omenjeno, to eksplicitno zavrne, ne. Prav, da je ravno ta, če lahko rečem, fotrovska naracija zdaj zastarela, pač out of date in da na nek način smo vsi fotri, pa če to vemo ali pa ne. Ampak mislim, da tle treba biti vseeno pošten in malo bolj resen in se v bistvu vprašati, kaj je Fisher zares hotel sporočiti, kaj je hotel sporočiti s to jetostjo v 20. stoletju in to je pač neka pozicija, ki je bolj, ki je on res hotel odpreti, se pravi, to, kar se mogoče v teoriji, tej teoriji, ki sem prej omenil iz Warwicka in Anglije in vsega tega, kar se je na nek drug način artikuliral, to je Fisher skušal nekako najti v kulturi. In on govori o izgubi, poleg vsega, kar je bilo že omenjeno, govori o izgubi tendence popularnega modernizma. In to se mi zdi recimo ena stvar, ki je pri njemu precej pomembna za poudariti. In za ta popularni modernizem nekako privzame model stilskih
afektivnih inovacij v popularni glasbi v 20. stoletju. Se pravi, popularna glasba, ki ga poganja ta delirij eksperimentiranja, prihodnosti, pospeševanja, hitrosti, delirij negacije, se pravi, ekscesa, upora, transgresije, konec koncev tudi nekega umika in s tem alternative. Se pravi, za Fischerja je bila ravno ta negacija po mojem zelo pomembna, ker v tem je videl neko možnost alternative. Pač, futurizem je mogoče pri njem negacijski. Se pravi, za Fischerja je ta prihodnost, ki jo najdel v tej zgodovini popularne glasbe v 20. stoletju, v začetku 21. stoletja izgubljena, in to je v bistvu ta njegov slogan "There's no alternative", ni alternative. Se pravi, vse, kar ostane, so te neke prikazniki, leptijo in se vračajo na tem horizontom kapitalističnega realizma. In edini efekt, ki ga on še najde, je bil ta efekt melanholije, ki bi tudi že omenjen. Se pravi, od Warriorju, Caretakerju, končni fazi o Kanye Westu, Drakeu, kjer mislim, da govori o autotunu, če se prav spomnim. Nekaj malega pove o autotunu. Pri Kanye Westu, Drakeu, tam nekje proti koncu prve dekade novega stoletja najde to žalost v hedonizmu in tako naprej. Mislim, da je Kurt Vachon, tudi eden zelo pomemben lik iz te scene, ki je pisal o afrofuturizmu, rekel, da Fischer vidi, da v bistvu tudi bogati so pač enostavno žalostni, se pravi, prihodnosti tudi ni več za njih. In tukaj se mi zdi, brez da se zdaj spuščam o tem, jaz se s Fischerjem v tem smislu ne strinjam. In tudi, ko sem razmišljal, bolj ko sem se ukvarjal s tem, kaj bi povedal, bolj mi je bilo čudno, kako bi ga sploh naslovil, s tem, da bi sam rekel, da se pač enostavno ne strinjam. Ker mi je mogoče vseeno lažje govoriti o stvareh, do katerih sem lahko malo bolj afirmativen, kot pa da zdaj podajam nekaj, pa se ukvarjam z kritiko tega. Ampak mislim, da je pač bilo prejšnje predavanje zelo dobro, da je nekako pokazalo, kaj se v bistvu se da zagrabiti in kaj se je tudi Fischer nekako izgubil. Ampak mogoče še to, tle, pa če se malo navežem nazaj, pri Fischerju, vsaj tako, kot je on izhajal, je bilo res pomembno to, da se je zelo ukvarjal z mainstreamom. Sploh kasneje, mogoče po tem propadu Jungla za njega in te smrti Reva in vsega tega, ker pač njega je predvsej zanimal ta efekt, se pravi, spravljanje v gibanje. In tudi mislim, da je Kurt Vachon nekako na nekem memorialu, ki so ga imeli za Fischerja, na nekem predavanju, mislim, da je prav to rekel, čisto tudi v tem nekem smislu debat, ko so jih imeli oni med sabo, pač, da je bil Fischer ta, ki je nekako hotel spraviti stvari v gibanje. Mislim, da je zato se toliko res nanašal tudi na popularno kulturo, res na te najbolj, recimo, iskal tam, kjer lahko stvari dosežejo zelo veliko ljudi, kjer se res lahko požene neko kolektivno gibanje. Ampak okej, kaj zdaj Fischer hotel povedati s tem, da je ta prihodnost izpuhtela? Oziroma, kako, to sem se vprašal, kako se ta njegova izguba prihodnosti, kultura v končni fazi, kako se razlikuje od drugih izgub v zgodovini popularne glasbe. Se pravi, tudi sam reče, da se je to začelo že nekako v 70-ih. Mislim, da ima kar rad Joy Division, veliko je pisal, tudi veliko to omenil Joy Division, pisal Joy Division. Se pravi, ja, kako se kako res pride do izgube prihodnosti
pri njemu, za razliko recimo od punka, ki je začel, oziroma nekako uveljavil ta slogan No Future. Ali pa kasneje, oziroma nekako že v istem času, Industrial, ki tematizira distopijo, nadzor, disciplino. Še kasneje Black Metal, ki se sploh ni ukvarjal s prihodnosti, ki se v bistvu ukvarja tudi z neko nečloveško kolektivnostjo, mizantropijo, sprav, ker je prihodnost totalno odpadla, razen mogoče v primerih, ki so potem predvsem za levičarske poslušalce zelo problematični, ker so pač fašistični. To recimo Noisa, ki se mi zdi v tem primeru najbolj zanimiv, ker pač totalno izniči čas. Se pravi, če poslušate Noise, če brskate po zgodovini sodobnosti Noisa, kar je pač totalno po svoje nonsens, ker tega je res ogromno, ker je pač Noise je Noise, hrup je hrup. Je nekak način smešno, da bi zdaj govorili, da je Noise nekaj izgubil, ker pač Noise je Noise, se pravi japonski harsh noise iz 80-ih ali pa harsh noise, ki se bo naredil jutri, pač to dvoje primerjati v nekem času je po svoje nesmiselno, pač ker Noise nekako izgubi čas. In samo še neka nasičenost informacij, ki dobesedno deluje na drugi ravni, se pravi ne na narativni, ne na tej ravni neke možnosti anticipacije in tako naprej. Se pravi, neki ti skrajni primeri se mi zdijo zanimivi, nekako jih postavljati v razmerje do Fisherja, in kar so ti modeli, recimo neke izgube prihodnosti ali pa tega deklariranega odrekanja prihodnosti v preteklosti delali, je to, da so še vseeno izstopali iz nekih stvari. Punk, na primer, skuša izstopiti iz rock'n'rolla, black metal iz metala, se pravi, skuša najti v metalskem žanru, po mojem mnenju, nekaj zelo nemetalskega. Seveda ne ves black metal, ampak vsaj določen del, ki se je začel razvijati po letu 2000, tako imenovan avantgarden black metal, ali pa black metal skuša dekonstruirati formo rock and roll benda, se pravi ogromno one-man bandov, kar je po svoje tudi zanimivo zaradi te relacije z recimo temu individuum v elektronski glasbi, DJ-jem in tako naprej. Industrial, Noise po drugi strani skušata iziti iz glasbe kot take. In v vseh teh modelih je še vedno na delu, teh modelih negacije, ki so Fisherja po mojem mnenju zelo zanimali, je še vedno na delu nek užitek v tej anihilaciji in destrukciji. Medtem ko ta izguba prihodnosti, o kateri on govori, je pa ravno izguba tega, da v bistvu prihodnost na nek način ostane, ostane kot ta prikazan, kot melanholija in tako naprej. In zdaj v bistvu, kar je mogoče problem tudi pri Fisherju, je to, da kot je, malo sem zdaj prskal, sem našel še en zapis Alexa Williamsa, ki je bil kasneje soavtor knjige Inventing the Future, skupaj z Nickom Servickom, ali kakorkoli to preberejo Avstralci. Ker te debate tudi, te stvari, o katerih danes govorimo, so bile takrat predmet nekih razprav v blogerski sceni v Britaniji, in so pač nekako s Fisherjem polemizirali glede tega, kako zdaj mi hočemo, ali to drži ali ne.
in je pač tudi na njega so naslavljali kritike in tako naprej. Recimo Alex Williams je pač rekel, da je ravno ta Fisherjev model, se pravi način, na katerega gleda na razvoj popularne glasbe, nevzdržen. On pravi, da je nevzdržen tako kot nevzdržna kapitalistična eksploatacija naravnih virov. Se pravi, kar pomeni, da je nemogoče ustrajati na tem nekem neskončnem tem deliriju neskončne negacije, neskončne novosti. In da gre tle v bistvu za neko vztrajanje in vzorčenje prihodnosti na podlagi nekega zgodovinskega modela, ki je pač enostavno sestavljen iz različnih ciklov hitrosti in pospeševanja. Se pravi, težko je vzeti obdobje med 69 in 80 in to obdobje vzeti kot model tega, kako naj bi se popularna kultura razvijala, pa zelo tak po svoje simple point. In mislim, da tle ravno ta vstop v 21. stoletje je pač vstop v drugačno časovnost tudi, ki pa če ne moramo več meriti zgolj na podlagi neke popularne glasbe, popularne kulture, tega popularnega modernizma, kot pravi Fisher, ampak tudi s recimo temu nekim nemodernizmom digitalne tehnologije in interneta, v katerem začne zgodovina postajati simultano, nelinearno, virtualno. Se pravi, kar naenkrat sta, Jimi Hendrix in Jungle na internetu, se pravi v tej nelinearni zgodovini, postajata simultano, skupaj. Ta čas med njima ni več pomemben. In ta odsotnost interneta pri Fisherju mislim, da je zelo pomembna za te njegove poante in s temi težavami, ki pač zdaj mi imamo, če jih pač imamo. Ker pač govoriti brez interneta danes v glasbi je pač enostavno nesmiselno. Ne zgolj zaradi tega, kar je bilo že izpostavljeno, ampak tudi kako se spreminja poslušalec, kako se spreminja posedovanje objektov v glasbi, pač streamingom in tako naprej. Vse te zadeve. In to mislim, da je nekaj, kar je mene nekako pri Fisherju dosti presenetilo, da se tega ni lotil in pač ni naslovil recimo ravno teh nekih tehnoloških novosti. Okay, zdaj za konec sem nekako vrnil na ta Dead Grips, ki sem ga tle izrabil za ta naslov in za to vprašanje pač 21. stoletja. In v bistvu jaz sem se vprašal, zakaj je nek tak band, kot je Dead Grips, zagrabil toliko ljudi v tistem času, ki je pač zagrabil. Težko rečem, kak status ima ta band danes. Ne vem, ga spremljam, oziroma ga ne spremljam, ker verjetno ga ni več, ali pa še je, ne vemo, ampak se dogaja cel diskurs okoli njega. Ampak se mi zdi, da je res ta hype popolnoma minil. Ampak zakaj recimo ta band bil tako popularen in zakaj recimo je bil proglašen za ta band, najpomembnejši band 21. stoletja do leta 2012. In tudi to, da v tem času, v tem kratkem času med 2012 in 2021, pravi 9 letih, da imam samo občutek, da je ta hype okoli Dead Gripsa oziroma ta novost, ki je takrat ta band prinesel, ker mislim, da je bila tudi na Radiu Študent zelo afirmativno recimo sprejeta pač kot ena izmed redkih platform v Sloveniji, ki spremlja glasbo resno.
sprejeto strani različnih ljudi, od ljudi, ki so v hip-hopu, elektroniki, v kitarskih žanrih. V bistvu, da je v tem kratkem času nekako že dost pozabljen. Priča mogoče kontra Fischerjevi tezi, da se pač stvari mogoče spet dogajajo precej pospešeno. In kar je zanimivo pri Dead Grips, ki ga po svoje dosti težko opisati, je to, da je pač band, ki je znal nekako, ki je figuriral znotraj te internetne časovnosti, o kateri sem prej govoril, te simultanega obstajanja različnih stvari, ki, kot je bilo tudi že omenjen prej, omogočajo to, da se stvari ne zgolj miksajo, ampak da se pač išče neke druge polžanrske, nežanrske elemente v glasbi, ne vem, vprašanje frekvenc, vprašanje timbre, pitcha in tako naprej. Se pravi, mi lahko delamo zgodovino glasbe iz zelo različnih perspektiv, ravno zaradi nekih tudi tehnoloških sprememb. In pri Dead Grips nimamo zgolj miksanje zelo velikih žanrov, pa že sam band je v bistvu hip-hoperski, s tem, da je pač temelji na zelo, po mojem mnenju, dobrem shizofrenem sampljanju in pač bobnih, pač po svoje zelo klasičen band, se pravi bobni sampli namesto kitare, basa in pa vokalist, ki tudi ni klasičen raper. Poleg tega je band, ki ima ogromno zgodovinskih referenc, tako iz pop glasbe, kulture, satanizma, okultizma, in band, ki je v bistvu nekako virtualen, se pravi brez identitete. Ne ukvarja se z identiteto, ampak se ukvarja ravno s tem izničenjem identitete, kot nekako napoveže v tem prvem komadu, na tem prvem mixtapeu, programskem komadu, po mojem mnenju skoraj, ker gre za to, da se pač, da se MC Wright, pravi ta vokalist, če gledate video spot, pač nekako konstantno teče v puščavo in gre za pač neko to puščavniško okultno sceno, ker v bistvu izničuje. In to je v tem kontekstu ukvarjanja z identiteto, ki je mogoče kasneje malo bolj prišla na površje, po mojem, kar pomembno in zanimivo, no, da je band tako zagrabil ljudi v tistem času. Se pravi, band, ki je miksa zelo veliko žanrov, ki je okulten, ki pregrava mogoče celo dobršen del zgodovine popularne kulture, se pravi od 60-ih do Charlesa Mansona, ki je neka dosti velika referenca do številnih drugih referenc, do pač te anihilacije identitete, te izrazite privatnosti, ki jo pač band dela. Po drugi strani intervjuje, ki so jih dali zelo afirmativni, deklarirali so se kot profeministični band, zelo političen band in tako naprej, kar je mogoče v njihovi glasbi težko odkriti. Do tega, da so sami rekli, da so pač akceleracionisti, da pač to besedno pospešujejo in mislim, da pospešujejo ravno skozi te, da so pospeševali skozi te številne reference, ki so jih delali. Do tega, da mogoče, če se spet malo vrnem na Fischerja, pri Dead Gripsu bolj kot afrofuturizem, ki je bil pri njemu nekako pomemben vir razumevanja popularne glasbe, imamo pri Dead Gripsu mogoče bolj vpliv afropesimizma, spet mizantropije in tako naprej. In če zaključim, kar se mi zdi pri Dead Gripsu sploh pomembno v kontekstu
tega dogodka je pač to, da če je bil ta band razglašen za najpomembnejši band 21. stoletja, se pravi, če to vzamemo zares, če je 21. stoletje stopilo glasbo z Dead Grips, potem ta glasba definitivno ni melanholična, ampak je prej agresivna in če pač agresivna, nihilistična, pesimistična, okultistična in tako naprej. No. In to mislim, da je nekaj, kar znova kaže na to, da mogoče te teze o izgubi prihodnosti, ki se pri Fischerju, kot sem že rekel, vežejo predvsem na to, ta efekt melanholije, nekako Dead Grips je primer iz res tega zelo popularnega dela, popularne glasbe, ki nekako temu kontrira. Pa mislim, da sem bil dosti dolg in bom zaključil. Ja, jaz se bom, za razliko od kolegov, ki ste povedali marsikaj, kar bom tudi jaz po svoje ponovil, ali pa podal kakšno idejo sorodno njunima, osredotočil predvsem na kitarsko glasbo oziroma to, kar poznam pod imenom rock and roll, whatever, in se lotil malo mita rock and rolla. Zdaj, na začetku je treba verjetno poudariti, da način, na katerega je Fischer gledal to glasbo, pozicija, s katere je gledal, je po svoje izrazito drugačna pozicija, s katero gleda nekdo iz Slovenije. Ne? Ker je recimo že to, da je rock v Angliji kot pač eno globalnih središč popularne muzike in industrije bil skozi tudi v najbolj recimo branih in uglednih popularnih glasbenih časopisih obravnavan skupaj z žanri, ki so se začeli pojavljati kasneje, hip-hopom, različnimi zvrstmi elektronike. Že to je precej drugačno od recimo načina, na katerega je rock do nedavna nastopil v Sloveniji. Ne. Po mojem je še do pred par let nazaj rock veljal za neke vrste elitistični žanr, za žanr, ki ga igrajo pravi glasbeniki, za razliko od ljudi, ki pač samo neke knofe pritiskajo, ali pa za razliko od ljudi, ki ne znajo peti in repajo in tako naprej. To je bila ta fotrovska perspektiva. Kakorkoli, zdi se mi, da je pač rock v Sloveniji še vedno na nek način bolj relevanten kot mogoče v britanskem okolju. Že če se sprehodimo kak večer po Ljubljani, bomo slišali v bistvu kitarske zvoke iz 90-ih, ki pač prihajajo iz garaž in tako naprej. In recimo, da naša alternativa še vedno v veliki meri bazira na kitarski muziki. Tudi mogoče, če gledamo izbore za klubski maraton na Radiu Študent in tako naprej. Tako da ja, lotil se bom rocka v bistvu nekako z obeh teh pozicij, ki se mogoče z te naše perspektive bolj poklapata, kot je lahko to Fischer opazil. Zdaj, že v osnovi mi je zanimiva ta Fischerjeva ideja, da naj bi stanje antikapitalističnega boja merili z stanjem v popularni glasbi, češ, da se tu nahajajo neke rešitve. Kar je mogoče problem Fischerjeve teorije in obenem njena prednost je to, da se pač osredotoča na izrazito neke kratke časovne pojave, da v bistvu zgodovini stvari, ki se merijo v desetletjih ali pa v letih. In s tem, s to svojo perspektivo, s to lupo pač odkrije blazno zanimive stvari in povezave, po drugi strani mogoče vidi neka širša slika. Če gledamo za zgodovino nazaj, se stvari mogoče odvijajo v 50 letih ali pa v 100 letih in tako naprej. Ključni premiki, ki jih mogoče z te mikroperspektive ni mogoče opaziti. No, če gledamo, kdaj pravzaprav se zares pojavi popularna muzika, kdaj se pojavi tudi
rock and roll kot pač najbolj izrazit njen predstavnik, to zgodi v družbi blagostanja po drugi svetovni vojni. In ta čas je pravzaprav čas najbolj izrazitega kapitalističnega realizma v zgodovini. Ne? Šele po drugi svetovni vojni je pač kapitalizem postal nekako samoumeven. Do takrat je ves čas bil pod vprašanjem, ves čas so potekali eksplicitni razredni boji, stalno so nastopale pač socialistične partije, ki so hotele ovreči pač režim kot tak. Šele v času, ko se neko blagostanje vzpostavi po obnovi po drugi svetovni vojni, pravzaprav kapitalizem postane samoumeven, saj zadovoljuje pač potrebe širokih množic ljudi. In zakaj jih zadovoljuje? Zato, ker pač mora to storiti, ker na vzhodu preži sovjetska nevarnost, preži mogoče tudi jugoslovanska nevarnost z določeno alternativo. In vemo pač, da so kapitalisti v tem obdobju dajali koncesije delavskemu razredu, ki je živel pač na veliki nogi in da v Sloveniji se je to mogoče še malo dlje ohranilo, ampak počasi to mi tudi izgubljamo. In vprašanje, kakšno vlogo tle odigra rock and roll. Vemo, da gre pač za žanr, ki se mu pripisuje, ki ima pač neke izrazite afekte, ki sproža recimo določeno divjost, ki pravzaprav spodbuja neko agresijo in tako naprej. In pač moja teza bi te bila, da je rock and roll pravzaprav premestitev razrednega boja, ki je pač popolnoma zginil iz dnevnega reda na neki duševni ravni, da pravzaprav zadovoljuje to duševno potrebo, ki ostaja potem, ko kapitalizem postane samoumeven, ampak še vedno ostaja nek občutek neavtentičnosti. Skratka, lahko bi rekli, da rock and roll začne servisirati potrebo po uporu ali pa potrebo po agresiji, ki pa je po svoje zelo mistificirana in premeščena. Lahko bi rekli, da je nadomestek za razredni boj oziroma da predstavlja določeno premestitev razrednega boja. Zdaj Fischer, kot sta oba kolega že na svoj način omenila, mogoče malo drugače, govori o muziki na zelo zanimiv način, pač zahteva določene inovacije, določen hype, ki naj se ves čas gradi. Če se nekaj ne zgodi v parih letih in tako naprej, je to izraz določene kulturne stagnacije in tako naprej. Ampak to je pogled, ki izrazito ustreza kapitalizmu, no? In kapitalističnemu načinu proizvodnje. Namreč znotraj kapitalizma se tržišča neprestano revolucionirajo, prihajajo vedno novi izdelki, vedno nove lastnosti teh izdelkov. In ko recimo gledamo po Wikipediji, jaz sem se včasih pač proučeval oziroma raziskoval na nek svoj način na koncu srednje šole zgodovino rock glasbe, in če greš čez Wikipedijo, opažaš vse možne oziroma veliko število različnih niš, ne, od žanrov, ki se imenuje protopunk, post-punk revival, vedno več je nekih specifikacij, bolj kad se poglabljaš. In to mene pač izrazito nekako spomnilo na to, kako smo ravno v tem obdobju, ali pa kako še vedno gledamo na nove telefone in pač nove računalnike, ne. Zdi se mi, da pravzaprav na kitarsko glasbo posebej Fischer gleda na podoben način, kot ponavadi gledamo na nove iPhone in na nove računalnike. Ja. Kaj sem tle hotel še povedati? Ja, pač tudi ideja kulturne industrije ni nič novega, to, da pač kultura na nek način v tej fazi kapitalizma deluje kot industrija.
In mogoče me preseneča na nek način, da je Fischer to, vsaj po mojem opažanju, premalo reflektiral, čeprav je kolega Bobnič govoril o tej potrebi po negaciji, ne? Oziroma neki želji, nekemu načinu izvajanja negacije, ki je pač v nasprotju s kapitalistično inovacijo. No, zanimivo je bilo opazovati, kako se ta negacija in inovacija dejansko v praksi razlikujeta. In če gre za kulturno industrijo, če govorimo o glasbi kot nekemu tržnemu produktu ali pa kot neki industrijski niši, ali je mogoče lahko rečemo prej kot to, da je prišlo do določene kulturne stagnacije to, da je pač rock kot razmeroma preprost glasbeni žanr z razmeroma predvidljivimi tehničnimi omejitvami, tako kot nekatere industrije dosežejo svoje meje, pač dosegel notranje tehnične in pač produkcijske neke meje in tako naprej. Pa ne me narobe razumeti, pač jaz tle ne disam rock'n'rolla kot takega, kot določene estetike, ampak pač to specifično interpretacijo tega. Nadalje, če se navežem na ta začetek, ne, kaj je pravzaprav rock'n'roll pomenil v času Jugoslavije? Pomenil je pač predvsem nekaj, kar je v nasprotju s socializmom, kar v bistvu sporoča, pridite sem, tukaj lahko pač izživite neke svoje libidalne želje, neke potrošniške želje, neke želje po dogodku, po inovaciji, šele pač znotraj okvirov trga oziroma kapitalizma, zdaj seveda posplošeno uporabljam nekako v zdravorazumskem smislu te izraze, lahko pač dosežete tisto, kar si želite, ne. Šele znotraj kapitalističnega realizma vas čaka določen tip uresničenja, ne. In rockerji so pogosto pač, če ne večinoma, nastopali kot uporniki proti socialističnemu režimu, ne. In to na določen precej reakcionaren način, pogosto z pozicije nekih romantikov, nekih boemov, nekih poetov, kaj jaz vem, kvazi prerokov in tako naprej. Če se samo spomnimo, mogoče, na določen kvazi romantičen način in istočasno z ene mogoče zdravorazumske, liberalne perspektive, že tako rečem, pa s tem zdaj ne mislim liberalne v smislu neke filozofske pozicije, ampak v smislu neke realpolitične pozicije. To, kar poznamo kot druga Srbija, kar je bilo povezano z recimo bendom, kot je EKV, je bil pravzaprav nek liberalni, pacifistični romantizem, ne. Ampak mit tega še vedno izrazito obstaja. No, Slovenija, ki se je uspela pač ogniti na koncu vojni in kjer je bil šovinizem, nacionalni šovinizem in tako naprej manjši, potrebe po tako izraziti alternativi ni, ampak sta se v bistvu kitarska muzika in mainstream nekako združila, ne? Ker ta mainstream je bil sam po sebi pač alternativa socializmu in je kot tak, oziroma Jugoslaviji in tako naprej, in je kot tak tudi ves čas nastopil. Spomnimo se mogoče, da je tudi Metelkova v enem obdobju, da je prevejal, jaz se osebno tega ne spomnim, ampak govorim po pričevanjih, pač nek nacionalističen vibe in da je pač bila glavna opozicija, ki se je takrat na subkulturnem terenu zarisovala pač opozicija med rockerji oziroma alternativci in čefurje, ne. In če se navežem spet na sam pojav subkultur, so te pač spet kot take del te premestitve razrednega boja, ki se zgodi po drugi svetovni vojni. Ta neka energija boja se pač izrazito komodificira, ali kako se komodificira, je tako.
in se začne ta boj vzpostavljati znotraj trga, kar seveda institucija oziroma kulturna industrija izkorišča in ga pač potencira. Ne. Skratka, poleg tega, da je na neki točki ta ideja alternative bila povezana z nacionalizmom, je bila povezana tudi z elitizmom. Kot sem že omenil, pač rock dolgo in deloma še vedno velja za žanr elit oziroma za žanr srednjega razreda. Lahko rečemo, da v Sloveniji ni tradicionalne buržoazije, ampak največ, kar imamo v smislu nekaj višjih slojev, je verjetno določen višji srednji razred. In rock je v tem smislu odigral konstitutivni moment v kulturni pač neki formaciji tega razreda, ker pač tega ni mogla odigrati klasična glasba, če to rečemo, in ker se je za razliko od ostalih, recimo nacij, velikih nacij, pač, ki so se vzpostavljale skupaj s tamkajšnjimi buržoazijami, slovenska nacija in slovenski višji sloj vzpostavil zelo pozno, no? V času, ko je že obstajal rock and roll. Ne? Zdaj, če gremo naprej, ne, k samim izvorom te muzike, spet opazimo neko tipično kapitalistično potezo v smislu kulturne apropriacije. Ne. Vemo za same izvore, rocka, pač to je blues, vemo tudi za izvore bluza, Zahodna Afrika. Nekateri muzikologi pač zelo opažajo tudi sorodnosti z klicem k molitvi z tega področja sveta. Mimogrede, ko sem to nekomu omenil, ki je izrazit alternativci, čisto ven padel, češ kakšen šovinist sem in da govorim podobne neumnosti kot tisti srbski kvazi znanstveniki, ki govorijo o tem, da je bil Jezus Srb ali pa Aristotel in tako naprej, da je govoril srbsko. Kar je meni bil sam še en moment tega potrditve, da je pravzaprav tle obstaja določena samozaslepljenost in potlačitev pravzaprav neke elitistične funkcije in kapitalistično-realistične funkcije, ki jo je odigral. Ne. Zanimivo je, da pač blues seveda imel izrazito funkcionalno vlogo, pomagal je ljudem opravljati težko prisilno delo, potem ko je bil pač komodificiran, je postal oblika upora. Ta sam upor je bil pa pač izrazito incestuozen. No? Ne moramo reči, da je nagovarjal širše sloje ljudi. Nagovarjajo predvsem lastni razred in to znotraj okvirov, primarno bojišče mu je bilo pač nuklearna družina. Ne. Šlo je za generacijo, ki se je oprla nekako v obdobju recimo življenja, ki so ga njihovi starši na začetku tega obdobja blagostanja vzpostavili v predmestih. Skratka, šlo je za neko, če tako rečem, malo nekorektno, histerično pozicijo upiranja staršem in za buržoazno željo po avanturi. Pač. Skratka, gre za eno izrazito različno vlogo, ki so jo ti ritmi, ki jo je ta zvok odigral znotraj ene in druge populacije. Ne. In če želimo pač določen antikapitalističen upor, mora ta seveda nujno biti globalen, ker je kapitalizem globalen sistem, ki temelji pač na osvajanju trgov in vzpostavljanju plačne neenakosti in tako naprej. Seveda je popolnoma sprejemljivo, da imajo ljudje na zahodu ali pa v zahodnji Evropi drugačno vizijo upora kot v vzhodnji Evropi ali pa v tem ali onem delu Afrike ali Azije. Vseeno je pa pač nekoliko nenavadno, da se Fischer pravzaprav te zahodnocentričnosti pojmovanja kitarske muzike in pop muzike nasploh nikjer, po mojem opažanju,
ni lotil, ne. Ker že v bistvu ideja, da je muzika kot nek nosilec sprememb je pač izrazito moderna oziroma postmoderna in je tradicionalno ne poznajo v drugih delih sveta, niti v Evropi je pravzaprav niso večinoma poznali, ne, vsaj po mojem vedenju. Večinoma je imela glasba izrazito neko funkcionalno vlogo, ali je bila to ritualna vloga, ali je bila to sprostitvena vloga, ali je bila to, vloga olajševanja dela in tako naprej. Skratka, nekako pri Fischerju pa je ta neka subverzivna vloga muzike izrazito pač samoumevna in bi mi bilo zanimivo, no, kako bi se soočil s tem protiargumentom, kar lahko naveže na problem tega njegovega pogleda, ki je izrazito nekako mikronaravnan, naravnan na lastno specifično okolje in pač na lasten čas, ne. Kar ima, kot sem rekel, spet svoje prednosti, ne. Zdaj, en zanimiv moment, ki je pri tem nastopu nedavno, je zmaga Måneskin na te italijanske zasedbe na Euroviziji. Ta skupina ima pač izrazito nek garažno-rockerski vzrok, dejansko zveni kot nekaj, kar bi prišlo iz 60-ih in 70-ih in tako tudi eksplicitno nastopa na odru, skratka, z neko eksplicitno, recimo, erotično držo, libidalno, z neko eksplicitno ekstrovertiranostjo, ki se mogoče razlikuje od rocka, ki se je pojavil na začetku tega stoletja. No, meni je bilo pri tem zanimivo brati določene boomerje na Facebooku, če se tako izrazim, ker so v tem, jaz sem v tem videl nekaj žalostnega, no. Meni se je zdelo, ja, to je pač dokončni propad te ideje o rock'n'rollu, ne. Nekaj, kaj se je zgodilo znotraj pač izrazito kičaste in komodificirane in tako naprej sfere, kot je Eurovizija, so nekateri ti boomerji interpretirali kot prebujanje, ne, kot ponovno vrnitev neke ideje upora, kot to, da zdaj Evropa spet prevzema neko vodilno vlogo in bo s tem poučevala, ne vem, preostanek sveta, kako se je treba upirati in tako naprej, ne. In ja, po svoje bilo to nek izrazito lokalni fenomen, ne znam si pa razložiti, ne, niti kakšno vlogo je to igralo znotraj evropskih množic, vendarle so izglasovali ta band. V vsakem primeru se mi pa zdi, da gre pač za dokončen neke vrste pokop, kjer ta muzika postane fetiš na podoben način, kot postane fetiš, recimo klasična glasba, in izgubi svojo časovnost, svojo zgodovinskost in se pač začne reproducirati kot oblika, ne vem, kot neka estetska oblika, recimo, tako naprej. No, ampak Fischer, recimo, piše dosti o teh bendih, ki so se pojavili na začetku 21. stoletja in so dejansko reproducirali zvok 70-ih, tudi 60-ih, predvsem pa 80-ih. O bendih znotraj, ne vem, žanrov, ki so jih pozneje kritiki tako pikolovsko poimenovali post-punk revival ali pa garage rock revival. Tle lahko govorimo, recimo, že najbolj znani so Interpol, Franz Ferdinand, ki so se mogoče na ta britanski novi val oziroma to, kar je prišlo tik pod punkom v obliki, recimo, Joy Divisiona sklicevali, pa na drugi strani White Stripes, ne, ki so bili seveda bolj ameriški in so se sklicevali na to garažno žaganje iz 60-ih in 70-ih, ne. Če mogoče on tle videl, pa se mogoče motim, Robi še enkrat brati, ampak se sklicujem na to, kar je Aleš rekel o pastišu, gre za neko sklicevanje brez subjektivnega odnosa. Ampak mislim, da ta subjektiven odnos seveda obstaja in da obstaja določena razlika v tej ponovitvi, ne.
Kar je zelo značilno, po mojem, za te bende, je, da je načeloma manj distorzije, da so kitarski toni višji in da so pač glasovi vokalistov moških, da so izrazito višji in manj težijo pač neki maskulinosti in da je nasploh ta zvok po svoje izrazito manj mačo, no, če tako rečem. Obenem je bolj na ravni besedil in načinov njihovega petja in tako naprej, vokalnih melodij in linij in tako naprej, je bolj distanciran, vzpostavlja neko metadržo in nosi s sabo specifično melanholijo. Če je Fischer rekel, da gre v tem za neko izraz, nezaveden mogoče izraz kapitalističnega realizma in pomanjkanja idej, se mi zdi, da je refleksija tega pomanjkanja vpisana že v sam zvok in način izvedbe pač pri teh bendih. Mislim, da se ti izvajalci sami zavedajo tega položaja, kar mislim, da je eden od kolegov že rekel prej na nek način. In mogoče bi Fischer to določeno razliko opazil, če bi dlje časa pravzaprav ostal med nami in pisal o stvareh. Zdi se mi, da ta ukinitev določene maskulinosti pravzaprav je predhodnica vprašanj spolnih identitet, s katerimi se zdaj nekako obsesivno ukvarjamo. In da gre za en izrazito milenijski moment. Zdi se mi, da smo milenijci generacija, ki se pojavlja kot neke vrste ujeta med stari svet, med stari novi svet. Med svet, v katerem ni bilo interneta, v katerem je bilo potrošništvo, gospodarska rast, kapitalizem, MTV in te stvari, ki so bile nekaj posebno samoumevnega in nekim momentom, v katerem se je pojavil pravzaprav internet, ki je izrazito spremenil ne sam način dojemanja sveta, ampak tudi po mojem deloma človeško kognicijo na podoben način, ko ga je spremenil pisalni stroj, recimo, ali pa izum pisave. In da je ta kapitalistični realizem, kakor ga opisuje Fischer in kakor se odraža v zvoku teh bendov, pač značilen za našo generacijo. In da se to, kot sta vsak na svoj način v bistvu nakazala že kolega, takoj, ko stopimo v sfero teh pač zoomerjev, mladih ljudi, ki so stari, ne vem, 22, 23 let ali pa še mlajši, da se to izrazito spremeni in da se dogajajo pač neke zelo zanimive spremembe, tako v pojmovanju zvoka kot sveta nasploh, ki se odigravajo večinoma na terenu pač seveda elektronske muzike, kjer pač kriteriji, ki jih Fischer postavlja za popularno muziko in ki sem jih mogoče malo prevprašal, pravzaprav ne držijo več, ker je vse drugače, ker je zavest drugačna, ker je dojemanje časa drugačno, ker je dojemanje prihodnosti drugačno in tako naprej. Skratka, tle bi jaz končal s temi parimi točkami.